Ja, lepo pozdravljeni. Sva nazaj po krajšem premoru, tokrat s temo, ki je nekako vedno aktualna. V času covida, torej zadnji 2 leti, pa se mi zdi, da se o njej še bistveno več govori kot sicer. To so tesnoba, anksiozne motnje, panični napadi. Skratka, o tem bova danes govorila. Če vam je ta današnja tema všeč, polajkajte video, subscribajte se, pa kakšno vprašanje spodaj napišite. Če so vam te vsebine všeč in tudi sicer radi poslušate najine podcaste, mnogi nama poročate, da ste se iz njih veliko naučili in da so vam bili v pomoč, potem bova vesela in izjemno hvaležna, če boste podprli to najino delo in naju motivirali za naprej s kakšno donacijo. Bova vse te povezave, kjer lahko donirate in naju podprete, dodala spodaj v opis tega videa. Da ne dolgovezim zdaj preveč, bom kar prešla na prvo vprašanje. Nedavno je bil na spletni strani RTV Slovenija objavljen prispevek z naslovom Ko scenarij življenja piše tesnoba. In v tem prispevku je bil govor o vrstah anksioznih motenj in načinih njihovega zdravljenja. No, povezavo do tega prispevka bova dodala v opis spodaj, tako da si ga lahko preberete. Novinarka v njem uvodoma zapiše: tesnoba je normalno čustveno stanje, namenjeno našemu preživetju. Kadar se razvije tako močno, da nas ovira v vsakdanjem življenju, govorimo o anksioznih motnjah, ki pa jih, kot pravi ena od vodilnih psihiatrinj, uspešno zdravimo. Kaj bi rekel na ta uvod? Oboje bi negiral, in to novinarko, ki pravi, da je to neko normalno čustveno stanje. Absolutno tesnoba ni normalno čustveno stanje, ampak je refleks na določene potlačitve, mogoče izrivanja, in ne moramo govoriti o tesnobi anksioznosti kot normalnem čustvenem stanju. Psihiatrinja, jaz sem si pogledal ta članek, ve se, katera psihiatrinja je, ta pa tudi ne razmišlja prav. Se pravi, če jaz psihoanalitično razmišljam o tesnobi, govorim čist na drug način o tesnobi. Tudi absurdno se mi zdi, da bi se tesnoba, zdravila. Tesnoba ni bolezen, sploh pa ne v tem medicinskem kontekstu, in te stvari se ne da zdraviti, ampak se da določene stvari iz registra tesnobe ublažiti, se pravi, ne pa zdraviti. Tesnobo moramo gledati kot simptom. Simptom pa pomeni, da se iz našega nezavednega, bodi si iz potlačitev, bodi si iz izrivanj, vračajo ene stvari. Se pravi, izrinjene stvari ali pa potlačene stvari se nam vračajo v obliki nekega intuitivnega čutenja, ki ima status ali pa ime tesnoba, anksioznost. Če se psihoanalitično stvari lotevaš razumevanja tega, potem psihiatrične dikcije zame vsaj zvenijo absurdno. Tako da nikakor ni tesnoba normalna, tesnoba je simptom, anksiozne motnje, tesnobnostne motnje so zelo različne, tudi konceptualno različne. Nekaj je vračanje težkih stvari iz otroštva, nekaj je pa v dnevnem dogajanju težkega, to mi izrinemo iz zavesti, skozi pa čutimo neko napetost, neko tesnobo. In zdaj, če nismo čuječni, mi niti ne razberemo, zakaj nas nekaj tišči v prsih, ali pa zakaj nas nekaj muči. V resnici smo pa, pa brez službe ostali, ali pa smo v fazi ločitve, ali pa se nam otrok drogira, ali pa kaj takega, in čutimo tesnobo. In ta tip tesnobe je čisto drugačen kot tesnoba, ki se nam vrača iz disfunkcionalne primarne družine. In eni psihiatri pa to kar trpajo v neko anksioznostno motnjo, brez da bi razložili en širši kontekst, kar bi morali, zato da ne zavajajo poslušalce oziroma paciente, ker psihiater govori pacientu ene stvari, vpelje recimo še možgane, pacient popolnoma zmešan, ker ne ve nič o svojih možganih in si misli, koliko psihiater vse o možganih ve. V resnici pa možgani nimajo veze s tesnobnostjo, ampak
so miselni sistemi tisti, ki jih je treba proučevati. Ne? In to, kar se zdaj prebrala, bi rekel, kiksnila je konceptualno že novinarka s svojo napovedjo in seveda tudi psihiatrinja. Ja, v omenjenem članku lahko potem nadalje preberemo, da so, citiram, pojavne oblike anksioznosti različne. Najbolj znana je generalizirana anksiozna motnja, kjer je človeka strah za njegove vrednote. Pri panični motnji se prestraši lastnih telesnih odzivov, pri agorafobiji se boji prostorov, kjer se ne počuti varnega, pri socialni fobiji osramotitve, pri specifični fobiji mu tesnobo vzbuja neka posebna okoliščina, pri obsesivno-kompulzivni motnji pa se ustraši lastnih misli. Tako je zapisano v članku. Glede na to, da pišeš knjigo Kritika psihiatrije skozi psihoanalizo, bi na to kaj pripomnil? Ja, seveda bi pripomnim. Pripomnim lahko generalno, ne, da gre za konceptualni zdrs pri razlagi tesnobe oziroma tesnobnih stanj, anksioznih stanj. To je recimo takšna razprava je absolutno zavajajoča. O eni generalizirani anksiozni motnji se ne more na tak način razpravljati na strokoven način. Zdaj moram reči, jaz poslušam razna YouTube predavanja in te psihiatri na tak način tudi predavajo. Ne? To se da vse tam poslušati ali pa prebrati v njihovih tekstih, v njihovih intervjujih. In rekel, mene kot kritičnega misleca, ki se je zdaj pa dokončal v tolo psihiatrijo zapodil, ne, me moti, da psihiatri na tak način razpravljajo o tesnobnih stanjih, o generalizirani tesnobni anksiozni motnji, ker bistvo te generalizirane anksiozne motnje je čisto drugo. Ne? In psihiatri tudi z besedico ne omenjajo enega težkega otroštva, recimo, ki je ključno. Ampak bi rekel, ker govorijo, nič pametnega ne povejo, mislim, ne bom rekel, da zavajajo, ampak govorijo o nepomembnih stvareh, opisujejo potem še neke agorafobijo, ki ima čist drug protokol, svoj etiološki, se pravi vzrok neke agorafobije je čist drug in nima take povezave z generalizirano osebnostno motnjo, ne? Ali pa panično motnjo, ki omenja, pa panične napade, pa socialno fobijo. Mislim, toliko stvari se mora povedati recimo o socialni fobiji, ne? Ker jaz sem imel par teh, bi rekel, preplašenih ljudi, ki so se bali odprtih prostorov, množice pa tako naprej. Pa jaz sem vrtal njihova otroštva, mladost, preteklost in sem našel jedrne momente, zakaj oni to imajo. In ko sem to razvozlal, je fobija izginila. Mislim, psihiatri pa začnejo govoriti in z eno besedico ne omenijo, da je to problem otroštva. Mislim, psihopatologija, ta, bi rekel, prostor, patološki, psihično-patološki prostor, ima teoretsko rečeno vektorsko strukturo. Tisti, ki se spozna na multivariatne metode, pa ko govorimo o vektorski strukturi, o faktorski analizi ali pa taksonomski analizi, to so statistične metode, ki so v psihologiji in sociologiji zelo pomembne. Ne? In psihiatri, ki so ta DSM, se pravi, ta priročnik, kjer so vse diagnoze noter zapisane, to Američani to forsirajo že 70 let, ne, so vodilni, ker vsaka stvar ima po teh američanskih nekih nomenklaturah svojo diagnozo in ima nek peto verzijo tega in cel svet se okrog teh diagnoz vrti. V resnici, ne, ko jaz kritiziram psihiatrijo, pa razlagam, da se more, oziroma to se je delalo, se pravi, ves psihopatološki prostor se mora na nek način izmeriti z nekimi testi, potem se pa ti testi numerično označeni grupirajo neke vektorje. Se pravi, vektor ima svojo smer, svoje tudi projekcije en na drugega, svoje korelacije, en med drugim so v korelaciji ali pa so pravokotni v ničelni korelaciji. In ves ta patološki prostor se da izmeriti in so ga tudi poskušali izmeriti in potem se da diagnoza. Anksioznosne motnje imajo svoje vektorje, recimo fobija ima svoj vektor,
obsesivna kompulzivna motnja ima svoj vektor in sploh ne gravitira. Obsesivna kompulzivna motnja med anksiozne motnje, kamor uvrščajo pa psihiatri, ne, OKM znameniti, to so tista prisila ponavljanja, prisilna nevroza, je rekel Freud, ne. To ni anksiozna motnja na tak način, kot psihiatri o tem govorijo. Ne. Če bi psihiatri razumeli fundament, psihoanalitični fundament, bi njihov diskurs bil popolnoma drugačen. Ne. Recimo, ravno obsesivna kompulzivna motnja je bistveno bolj zapletena. Freud je iskal jedra, zakaj mora nekdo ponavljati neko dejanje in je ugotovil, da je v otroštvu ali pa tudi, če gre za izrivanja v polpreteklosti. Vem, da je Freud eno novo poročenko analiziral, zakaj ima prisilo ponavljanja, pa se je ugotovilo, da je bilo tako embarrassing na prvo poročno noč, ker možu, ostarelemu, tale organ se ni po koncu postavljal. In ona je bila vsa nervozna na tisto poročno noč, ne, in je neke kompulzivne stvari počela. In ta kompulzija je vztrajala v njej v obliki obsesivne kompulzivne motnje. Ampak to ni na tak način tesnobnostna motnja, kamor to vršajo psihiatri. In če bi razumeli jedro obsesivne kompulzivne motnje, ne bi teh zdrsov delali. In zdaj govorijo o enih stvareh, ki so popolnoma nebistvene. To, kar si ti prebrala, to je popolnoma nebistveno, če se tematizira generalizirana anksiozna motnja ali pa te socialne fobije. Vselej tudi neka nezavedna jedra, potlačitve. Nič od tega ni omenjeno, ko se psihiatra kot strokovnjaka vpraša, zdaj se pa vi razgovorite o generalizirani osebnostni motnji, o paničnih napadih, o fobiji, OKM-ju, ne, in pa začnejo govoriti in absolutno nič pametnega ne povejo. Mislim, jaz pa, ker vem, zakaj se gre, ne, seveda sem pa kritičen. Ne, in sem prav, rekel, na nek način jezen, razburjen, ko vidim, kako strokovnjak, ki bi moral to vedeti, nič ne ve. Zavaja. Ali oporekaš tudi tezi, da ima posameznik lahko več anksioznih motenj hkrati ali pa različne anksiozne motnje v različnih časovnih obdobjih? Ja, to seveda drži. Jaz sem že prej namignil, da v grobem ima človek dva tipa tesnobe. Ne? En tip je ta, ki se napaja iz potlačitev, iz disfunkcionalne primarne družine, ne? Težko otroštvo. Drug tip tesnobe se pa napaja iz obdobja, ko ni več potlačitev, iz izrivanj. Ne? Se pravi, moški, ki je simbolno kastriran, se reče. Se pravi, brez prihodka, brez evrčkov. Ne? Ta ima konstantno tesnobnost. Ne? Po domače povedan, tak moški je brez kurca. In to ga izredno žre noter. Ne? Jaz spomnim, me kliče en preplašen tip, imam nočne more, dajte mi pomagati s hipnozo, ne morem spati, ves sem tesnoben. Jaz sem rekel, zakaj pa? Ne vem. Sem rekel, ko pa otroštvo, ja, normalno, ko pa vem, ne. Sem rekel, imate službo? Ne, sem jo izgubil, zdaj iščem. Jaz sem rekel, čakajte malo, zdaj, ko boste vi rešili ta problem simbolne kastracije, bojo vsi problemi izginili, vključno z nočno moro. Ne boste več imeli tesnobnosti, ker ta tesnobnost se napaja z vaše simbolne kastracije. Moški je nagnjen k ejakuliranju denarja, zato ker so njegove genitalije ejakulirajoče in aktivne in mora moški imeti možnost, da daje denar od sebe. In če te sposobnosti nima, se pravi, če je simbolno kastriran, začuti tesnobnost. Ampak ta tesnobnost ni vrnjena iz otroštva, ampak se v bistvu izrine iz zavesti, ker je neljuba, ne, ampak iz predzavesti. Ne. Človek se lahko spomne, da je simbolno kastriran, če je dosti čuječen, pa se to vpraša. Lahko se pa nič ne vpraša, samo tesnobnje in ne ve, zakaj je tesnobnje, zato ker brez denarja. Ne. Pa imaš problem v sex life-u, ker se ti organ ne dvigne. Ne, to so, ali pa recimo, ženska pride vsa tesnobna, pa se pogovarjam, pa gotovim, da je pa tip narkoman, torej otrok, njen sin, narkoman. Ja, kje bo mamica sreča, če ima narkomanskega sina?
In pa je to vse tesnobno, ne? Pa ne ve odkje. Ja, gospa, če se vam otrok fiksa s heroinom, ste zaradi tega tesnobni, ker se vam para srce. Ja, je vse res, da, ne? Mislim, ali pa ločitve. Sred ločitev vsa je čudnja, ko pa, ja, ločujem se. Ja, zaradi tega ste taki, ne? Mislim, ali pa, torej, izguba službe za moškega je hujša kot za žensko. Za žensko je pa zelo hudo, ko tam, ne vem, se te slabo počuti, pa začne neke antidepresive jesti, pa se zrodi za 10 kil. Pa se ne upa niti v špegu pogledati. Pa se pa pogleda v špegu, ne, pa je pa kar kap zadene. In pa je pa tesnobna, depresivna, vse narobe, ne. Mislim, se pogovarjam, pa je pa vidno živo, ja, gospa, 120 kil imate, zato ste čist na tleh. Ja, se res, da. Jaz pa nisem vedela od česa. Ta prvo shujši, da boste videli, kako bo lažje živeti. Ali pa pride ženska k meni, kaj vem, sem tesnobna, me pri srcu špika, tišči. Se pogovarjam, otroštvo normalno, vse normalno. Pa ugotovim, da ima ženska ljubimca. In hkrati mi pove, da je mož zagrozil, da če ga bo kdaj varala, da jo bo ubil. Se pravi, ona se ne more losati, se pravi, ne znebiti, ampak hoče imeti tega ljubimca, ker je prijetno. In pa ima nad sabo pa še ta ideja, da če mož zve, da jo bo ubil. Ja, kje bo pa normalna, skozi jo tišči v prsih. Ženska pa ne ve zakaj. Ja, gospa, zato, ker vam grozi, da je vas bo mož ubil, če bo zvedel, da imate ljubimca. Mislim, pove mi pa zadnjih 5 minut pogovora. Potem so pa tukaj še, ne vem, te anksiozne motnje. Treba je preveriti otroštvo, tisti prvi najhujši tip anksioznih motnj, se napajajo iz tipov navezanosti otroka na mamico, po Bobliju, ko imaš varen tip navezanosti, pa nevaren tip navezanosti na mamico. In te nevarni tipi navezanosti na mamico so fundament za občutenje tesnobnosti v odraslosti. In te psihiatri sploh ne omenjajo nič tega. Disfunkcionalna družina, ločeni starši, vse narobe. Ja, pa v odraslosti pride do tesnobnosti. Ja, če je vse narobe v otroštvu bilo, psihiatri pa z eno besedo to ne omenjajo. Ali pa agresivni alkoholik, oče, ki je demoliral celo družino, kadar je bil pijan. In ta tesnobna stanja se potem aktivirajo v odraslosti ob primernih sprožilcih. Te psihiatri z eno besedo ne omenjajo sprožilcev tesnobe. Se pravi, tiste potlačene jedra, nezavednega jedra, ki je potlačeno, ta jedro se aktivira ob sprožilcu. In ko pride do sprožilca, se aktivira tesnobnost. Psihiatri z eno besedo tega nikjer v svojih diskurzih ne govorijo. Ali pa recimo spolna zloraba. Pridejo ženske vsa tesnobna, čudna, depresivna, ker ponavadi je in tesnobnost, in depresija, in panični napadi, pa še mogoče kakšna osebnostna motnja druge vrste. In pa ugotovim, da ima pol otroštva njenega so se dogajale spolne zlorabe. Mislim, ko pa pride strokovni diskurs, pride Bog v belem ali pa boginja v belem, začne govoriti o tesnobnosti, govori, pa nič pametnega ne pove. Mene pa glava peče, ko vidim, kaj govorijo, ker se malo bolj spoznam na to. Sorry, sem malo že odpadel. Lahko kaj drugačnega mogoče poveš o generalizirani anksiozni motnji, o kateri psihiatri govorijo zelo ohlapno. Govorimo namreč o kronični zaskrbljenosti ali celo preplašenosti. Zdaj v priročniku NIJZ podpora pri spoprijemanju s tesnobo se imenuje ta priročnik, piše. Bom kar citirala, je malo daljši citat. Generalizirana anksiozna motnja je lahko povezana tako z dednimi dejavniki kot z vedenjskimi vzorci, ki se jih naučimo od svojih staršev. Po eni strani ima vsak posameznik določen temperament in nekateri so že od rojstva malo bolj nagnjeni k skrbem. Po drugi strani pa lahko odraščanje v družini previdnih ljudi, ki se hitro prestrašijo posameznika, ne glede na temperament, nauči, da je življenje zelo nevarno in je bolje biti previdnejši.
Vendar pa se je pomembno zavedati, da smo se sposobni vse življenje učiti. Če nas je preveč strah, se preveč bojimo določenih stvari, smo nenehno napeti, potem se je priporočljivo od tistih, ki so manj nagnjeni k skrbem, naučiti, da smo lahko bolj sproščeni in lahko več tvegamo. Obratno pa se lahko bolj flegmatičen, manj previden posameznik od bolj zaskrbljenega nauči več odgovornosti. Konec citata. Kaj bi rekel na tole? Ja, to je zavajajoče. En strokovnjak, ki pa vprašan naj kaj pametnega pove o generalizirani osebnostni motnji in da on ne omeni, bom rekel in se vrnil na Johna Bowleya pa Mary Ainsworth, ki sta proučevala, da je navezanost otroka na mamico ključna. Otrok mora biti varno navezan. Donald Winnicott je rekel, mamica je inventar tega deteta. In če tega ni, pride do dezorientiranosti v otrokovi duševnosti, ko lahko tam najprej protestira, potem pride do obupa pri otroku, ki nima mamice skozi ob sebi. Po je pa resigniran, ni mamice, vrže puško v koruzo, na dno oceana vrže puško in opusti upanje, da bi se mamica spet prikazala. In potem se prikaže, je ves dezorientiran, ima neko ambivalentnost v sebi. To je eden od tipov nevarne navezanosti na mamico. Enkrat mamica je, potem je pa ni, 14 dni, pa spet pride za en dan, pa gre pa spet na seminar za 14 dni, ne vem kam, okrog sveta, karieristke. Mislim, dezorientiran otrok, ambivalenten, izogibajoč je. Se pravi, tudi pa, ko mamica pride, je jezna mamico, se je kar ignorira. Mogoče pride iz mamice na sestrco in sestrco uporablja za mamico. Ali pa je bolj vezan na očeta. Ampak mama je tista, ki mora biti. In v teh strokovnih diskurzih ni nič tega. Namesto, da bi vrtali pri teh, ki imajo tesnobne težave, s tesnobo, tudi s paničnimi napadi, da bi iskali jedra, da bi se poglobili v človeka, se z njim pogovarjali. Ne, oni mu dajo antidepresive ali pa celo antipsihotike, jih zagihtajo s tableti, ki imajo kopico stranskih učinkov, namesto da bi iskali dogodke. Sam hec pa je, ali pa groza, da sploh ne vejo, kaj naj iščejo. Če v enem strokovnem diskurzi ne omenja Johna Bowleya, potem sploh ne ve za protokol anksioznosti. Vsaka anksioznost ima svoj protokol. In treba je iskati, odkje se to napaja. Psihiatri tega ne delajo. Skratka, tole, kar tlele, recimo, si prebrala ta dolg citat, to sploh ni bistveno. Nekoga, ki je povprašan, mora bistvene stvari o anksioznosti povedati. Bistvene pa so jedrni dogodki iz primarne družine do 6. leta. Ali je bila tam spolna zloraba, ali je bila ločitev, ali je mama delala kariero, pa je ni bilo. Ali je bil otrok skozi tam v reji pri babici. Mamica je pa ob vikendih malo pršla. To so te bistvene stvari. Kada se jaz nekom pogovarjam in mora najprej kurikulum vitale o otroštvu napisati. Kje so bili tukaj starši? Ali je bila varna navezanost? Kak tip problemov ima? Sam psihiatri se s tem ne ukvarjajo. Disfunkcionalno družino je treba preveriti. In v strokovnem diskurzu mora to biti vse obelodanjeno, ne pa take nebistvene zavijajoče stvari tukaj, mislim, si prebrala, prav, da si prebrala, ampak tako se ne govori na strokovni način, ker je zavajajoče. Ok, spet sem malo kritičen bil. Psihiatrični diskurz na to temo, generalizirano anksiozno motnjo, se sliši nekako takole. Citiram iz preomenjenega članka iz RTV-ja. Pri generalizirani anksiozni motnji je človek denimo prepričan, da njegovim vrednotam, na primer družini, zdravju, zaposlitvi, grozi nevarnost in da je možnost rešitve zelo majhna. Obstaja torej nasprotje med oceno nevarnosti in oceno možnosti rešitve. Katastrofiziranje preveva vse anksiozne motnje, samo vezano je na drugačne stvari. Konec citata. Tako je povedala psihiatrinja. Kaj pa poreče psihoanaliza? Ja, akcent, če se ponovim, akcent
takšnega, tovrstnega, strokovnega diskurza je popolnoma napačen. Mislim, k meni tudi hodijo, ne vem, gospa, kaj pa z vami narobe? Ja, psihiater je rekel, da imam generalizirano osebnostno motnjo. Se z njo pogovarjam 2 let, ne? In ugotovim, da, mislim, zdaj, ki si tole prebrala, nič od tega ne drži za to žensko, ki jih ne hodila par let nazaj, 2 leti, ne? Nič ni karakteristično za njo, ki ima uradno diagnosticirano generalizirano osebnostno motnjo. Nič od tega, kar si te, nič ne katastrofizira, ne? Se ne čuti niti nevarno, ima pa to diagnozo, ne? Ali pa v teh dneh ali pa tednih, ne vem, pride ženska k meni, mislim, gledam tisto njeno otroštvo, joj, sem rekel, kje češ to popraviti, ne? Če ima vse zjeban iz otroštva ven, disfunkcionalno družino, mama čudna, foter pretegnjen, ne, po domač povedan, ne. Ženska je vsa preplašena, ona, ne, če bi šla psihiatru, bi dal generalizirana osebnostna, pač, ne, možno tudi osebnostna motnja, ampak anksioznost, generalizirana, ponotranjena, ona skozi ponavlja trpljenje iz otroštva, skozi. Ona ni srečna, če ne trpi, ne. Prav išče, kje pa si zdaj problem, da se bom malo sekirala, ne? In ni problema, je vsa zbegala. Mislim, pa najde problem za vsako ceno, zato da se lahko beli glavo in da si spet sekira. In ko se sekira, nekako domačno se počuti, ker se je celo otroštvo sekirala. Zdaj pa samo ponavlja paradigmo sekiranja, ne, zbeganosti, tesnobnosti, šoka iz otroštva, zdaj ga samo ponavlja. Paradigmo simbolno podoživlja. Ni srečna, če ne trpi. Psihiater, 5 minut pogovarjanja, kaj pa je, ja, vsa sem preplašena, skozi sem zaskrbljena, ne vem, kako bo tukaj, ali se mi bo ta projekt poklopil, vnuki me skrbijo, ne. On, generalizirano osebnostna motnja, tele imate tablete. Mislim, jaz si pa belim glavo 3 ure, gospa, dajte tole, lejte, vi ste tista ranjena deklica, ki jo skrbi, če bo foter pizdarjo naredil. Ne, zdaj vas pa skrbi, ali bo mož, ne vem, kaj naredil. In se prav udobno počuti. Na zavestni ravni sicer ne, na zavestni ravni jo moti, da je zaskrbljena. Bolečino, kad takole noter že ima 2 gubici, takole noter prav skrbijo, ne, ker samo nezavedno skopira celo otroštvo in ga tukaj sedaj podoživlja. Mislim, vse narobe z družino in pol vse narobe, kaj vem, s hišo. Jaj, hišo je treba, mislim, se mi bo podrla, mora nove temelje. Gospa, hiša se ne podre kar tako. Vi bi rad družino vzpostavili, pa jo imate, ne, ampak une primarne družine nimate. Zdaj vas pa hiša skrbi, pa hiša ni tako narejena, da se bo podrla. Vas hiša skrbi zato, ker je hiša simbol doma, družine, lahko. Ne. Hiša je lahko tudi simbol osebnosti, če človek sanja hišo. Ne. Zadnjič mi je eden rekel, sem sanjal hišo. Ja, kaj pa je bilo? Ja, čist, omet smo dol dali, štoke ven, nova okna, vse smo jo preurejali. Sem rekel, no, vi pa terapijo sanjate, ne? Se pravi, vi preurejate svojo duševnost, super, sanje so zelo dobre, da ste mi jih povedali, ne? Ampak pri določenih ljudeh pa hiša pomeni pa simbol družine. Imam žensko, ki že 15 let išče hišo, da je bo kupila. Ker je 15 let kot deklica si želela najti dom, da se bo ustalila. 15 let otroštva, od 3. leta do, ne vem, 18. skozi, v kateri družini bo živela. In vsa bila zbegana. Zdaj 15 let išče, v katero hišo se bo ustalila, da bo, ko bo denar zbrala. Ne? Vse je v otroštvu in ta jedra je treba najti, se ukvarjati s temi jedri, se pogovarjati, obdelati temo, točno to, primarno družino obdelati in kaj se potem zgodi? Tesnobnost zbledi, zato ker smo se pravo temo pogovarjali. Ana O je rekla, gospod doktor, meni najbolj pomaga, da se jaz lahko pogovarjam o teh stvareh. Ana O, to je Berta Poppenheim, sicer od Breuerja pacientka, znamenita. In Freud se s tem primerom bil seznanjen, ne? In je rekla, da prepucava misli, sweeping chimney, ne?
pucanje dimnika. Freud je tako rekel, pucanje dimnika, to je pa nekaj seksualnega, ne. Skratka, paradigmo iz otroštva je treba zaznati, videti, če je tam paradigmatsko vse narobe in da se v bistvu v odraslosti ta paradigma zgolj uveljavlja. In ženska ni srečna, če ne trpi. In potem se ji pa servira uvid, pa reče, pa vse je res, ne. Kaj delam dramo, če tukaj sedaj ni drame? Dramo smela kot deklica. In to je naloga psihoterapeuta, da to naredi. Psihiatri pa tega ne bojo naredili. Oni pa s tableti. Užgi po siromaku. Priročnik Stres in anksioznost govori o načinih zdravljenja generalizirane anksiozne motnje, kjer omenja tudi samopomoč, ki vključuje različne oblike sproščanja in krepitev psihofizične kondicije. Pravi še, da je treba pri vsaki novi dejavnosti vztrajati najmanj 3 mesece, da se možgani navadijo nanjo. Terapija pri generalizirani anksiozni motnji so lahko, ni pa nujno, tudi tablete, torej antidepresivi iz skupine zaviralcev ponovnega privzema serotonina. Omenila sem zdaj možgane in pa tablete, na katere si alergičen. Se mi že meša. Kaki možgani? Treba je preučiti miselne sisteme, kje se je misel zavozlala. S tem se mora psihostroka ukvarjati. Krepelin je pa brskal po možganih, Freud je pa brskal po miselnih sistemih. In zdaj imamo na Krepelinu bazira psihiatrija, ki se ukvarja pajdaši z nevrologi in jih zanimajo možgani, prenašalci serotonina, transmiterske ta strukture, pa živci. Pa Bog v belem reče, dajte se več gibati, bolj globoko dihati. In ta Bog v belem jim neko placebo finto sporoči. Nekdo, ki ima pa res neko tesnovost in pa on gre na sprehoda in ful diha. In pol misli, zdaj pa to delam po naročilu, zdaj bo pa boljše. In kot placebo to lahko drži. Ampak sicer je to konceptualna zabloda, absolutna. Mislim, govorijo potem pa še o raznih možganih, raptilski možgani, možgani kuščarjev. To so bili eni prvi dinozauri, ki so živeli 300 milijonov let nazaj. 300 milijonov. Zadnji dinozauri so izumrli 65 milijonov let nazaj. Pa to je nepredstavljivo daleč. In kako bomo mi človeške možgane povezovali z raptilskimi možgani kuščarjev, dinozavrski možgani. Tam, ki imajo tam najstarejši možgani. Pa kaj ima to veze s človeško psiho? Absolutno nič. In potem mi poslušamo doktor Zvezdana Pirtoška ali pa Gregorja Majdiča, ki uporabljata raptilske možgane. Možgani sesalcev 180 milijonov let, pazite, 180 milijonov let so se pa sesalci pojavili, oni, ki sesajo mleko. In zdaj misli, da mi o možganih, raptilskih, sesalskih, pa frontalnem korteksu, pa amigdali, pa ne vem, hipokampusu, hipotalamusu. In pa začnejo te koncepte, tele lajkam. Nas lajke bi lahko glava pekla. Aha, se pravi, oni, ki smo tesnobni ali pa so tesnobni, imajo anomalijo v delovanju možganov. Jok, brate, anomalijo v miselnih sistemih imajo. Te bogovi v belem pa zavajajo ljudi, govorijo o raptilskih možganih. In tisti, ki govori o raptilskih možganih, ko ima predavanje o tesnobnosti, recimo, ta absolutno nič ne šteka, absolutno nič. Upelje neko amigdalo, hipotalamus, hipokampus. Pa to je čist nepomembno. Treba je vedeti, kje je misel zavozlana. Kakšna potlačitev je doletela otroka, na podlagi katerih dogodkov. In ko se te dogodki razvozlajo, se misli skonektajo prav skupaj za nazaj in potem tesnobnost izgine. Te pa brskajo not po možganih, pa po transmitrih, pa prenašalci serotonina. Seveda, saj Freud tudi rekel, onstran vseh teh psihičnih procesov so vendarle kemikalije, ki potekajo tam v glavi. Saj Freud je bil nevrolog v osnovi, ampak je nevrologijo
opustil, zato ker je vedel, da je ključna misel, kako se strukturira. In to potlačena misel. Otroška misel je ključna. In otroška misel ima simbolno nasledstvo v odraslosti. Odrasla, zavozlana misel se je zavozlala v otroštvu, v primarni družini, pri ta pravi anksioznosti. Tisti, ki je na podlagi izrivanja nastala, tam je posttraumatska stresna motnja, bolj v ta register, ne. In zdaj pa tetle, ne, nič ne vejo. Ima brez službe, brez evrov, pa sem tesnoben, pa mu dajo pa tableto, ja, človek božji, šihci najd, pa ne boš več tesnoben. Ali pa ne, mi ne ostane. Ja, imaš prihodek? Nimam. Ja, ta prvi prihodek, pa se ti bo hidravlika po koncu postavila. Ker nič ne štekajo, ne. Imaš mogoče kaj pacientov oziroma klientov, ki jih tare anksioznost in imajo kaj skupnih točk med sabo? Zaznavaš kakšno zakonitost pri ljudeh, ki jih tare anksioznost? Pridejo te, prej sem rekel, ženska je vsa anksiozna, srčne neke, ne vem, panični napad mi omenja, ne. Mislim, pol na koncu mi pa pove, da ima ljubimca in da je mož rekel, da je ubil, če najde ljubimca, ne. In ima skozi to v glav. Ja, gospa, zdaj jaz bi rad, jaz vam rad pomagal, sam, če imate vi nad sabo tam giljotino, da vas bo, ne vem, tamanil, ne, da boš ubil, ker ga varate, ja, pol ne morate vi pisati manj met, ne morate ga met, vi se morate ali ljubimca losati ali pa ločiti, ne. Mislim, ko vem, ne. Ali pa, ne vem, moški, ki so brez očetov gor rasli. Sama mama mu pije kri, to ga uporablja za nadomestnega moža, pride, mamon hmen star 40 let, mama, jaz se mame toliko bojim. Ne, pa je pa ves tesnoben, vse narobe. Ja, pismo, zdaj moram z mamo se pogovarjati, gospa, v grob ga spravljate svojega sinčka, v grob ga spravljate, pusti ga, da zadiha, ne. In moram mamo inštruirati za to, da v tip se osamosvojil, pa da začel normalno dihati, ne. Ogromno teh mam, torej moških, ima posesivne mame. Pa še vprašam, ste slučajno astmo imeli? Ja, ne. Posesivna mama ga kar došil in astmo dobil, ker se je mama tukaj z njim ukvarjala, fotor je pa bil odsotna, ali pa nagnan, ali pa ločen, ali pa vdova. Vdove so tudi problematične. Torej, mož umre, mnoga tipa si ne bo prvošla, ker ima tako in tako otroka, in pa vso ljubezen da tem svojemu otroku in ga pa popolnoma ohromi. Preplavi ga, utapla se not v mami. In pridejo 40-letniki k meni. To toliko trpijo, moški, ki je nezlomljiv, to anksiozno motnjo, imajo ženske bistveno več. Ker moški načeloma se bori proti kastracijski pretnji, se bori, je aktivn in več je žensk, ki imajo to anksioznost. One so pa pasivne, se sesuje, implodira, trpi vseb. Moški se pa bori nazaj. Ampak proti mami so pa moški pa res, so pa mečkani, krotki. In dan danes, ko je toliko teh ločitev, te mame absolutno zažgejo psiho svojim sinovom. In če zdaj več bo tega, se sploh ne upam razmišljati in taki hodijo k meni. Mislim. Ali pa pač disfunkcionalne družine so tudi loce za vsako figo. Pa je tu ključen s svojim sinčkom spati. Ja, sinčka, gospa, bo te uničil. Imam dosti takih, ali ki se ločujejo, ali pa taki, ki so imeli ločeni sa svoje družine in pa vse narobe pri 40 letih ali pa pri 30. Tako da imam mlade moške trpeče, ko Kristus na križu trpi. Ženska pa pride pa tudi vsa objokana, porezana, bulimična, anorektična, shujšana na 40 kil. Ja, kje pa je oče, ja, nista se ločila. Pa vsa tesnobna, depresivna, panične napade, ni da nikaj ni, zaradi ločitev. Panični napadi so posebno poglavje. Psihiatri pravijo, da gre za obdobje izjemno povišane tesnobe, ki jo sprožijo resnične ali namišljene nevarnosti, lahko tudi pozitivni dogodki.
Ob tem pa še poudarjajo, da panični napad še ni panična motnja. O panični motnji govorimo, če se panični napadi ponavljajo. Z vsakim napadom se utrjuje strah pred novimi napadi, tako da se ljudje s panično motnjo sčasoma bojijo le še paničnega napada. Psihiatrija in psihoanaliza se v pogledih na panične napade, torej panično motnjo, precej razlikujeta. Ja, res je. Mislim, zdaj to, če imamo tisto eno jagodo od grozdja, to še ni grozdje. En panični napad, če ga nekdo dobi enega, pa pol 10 let nič, enega imel, nima panične motnje. Panična motnja, če dobi vsaj 2 panična napada, pa čaka še 3. Ker problem je strah pred paničnim napadom. Pride punca, panični napad, prvi, doslej edini je pri 13 letih, ona misli, da je umrla. Sem rekel, če bi se, pa se ne bo. Še enkrat, ki ta zgajal, moraš vedeti, temu se reče panični napad in ne boš umrla. Ima samo beden občutek, ki traja nekaj minut, ok, 10 minut, lahko tudi kakšno uro, izveni, ni nevarno. Občutek jih imaš. Občutek, da boš umrla, ampak ni res. Občutek te vara. Aha, jaz sem pa mislil, da bom umrla. Če bi se ti kdaj ponovil, pa se ti ne bo, in moraš dati sugestijo, da se ne bo, ampak če pa se, mora pa vedeti, da je to minljivo. Da je samo občutek, da s telesom v resnici pa ni nič narobe. Ampak, kaj si omenjala, da se panični napadi lahko sprožijo, tudi če je človek srečen. Ne, to lahko reče, če se kaj pozitivnega zgodi, mislim, da si tako rekla. To lahko tist reče, ki sploh ne šteka paničnih napadov. Panični napad se mora aktivirati ob primernem sprožilcu in mora biti fundament, neka stresna situacija iz otroštva, kjer je otrok fejst pretresen, potlači in v odraslosti, začne se mogoče v puberteti, se ob primernem sprožilcu aktivira prvi dogodek, potlačitev. Na tem prvem dogodku, stresnem dogodku, se zgodi panični napad. In zdaj pa treba to situacijo prebrati in jo razvozlati. Treba je ugotoviti to. Ne more en psihiater reči, ali pa psihiatrinja, to, kar se mi je zgodilo zadnjič na medicinski fakulteti, ko reče priznana psihiatrinja, panični napad lahko včasih sproži tudi slab zrak. Gospa, vi čist nič ne štekate, slab zrak ne more sprožiti paničnega napada, razen če je bilo, na primer, v času, ki je fotor domov prišel, nepreluftano in bil slab luft, pa fotor not pride, smrdi in naredi eksces. Dogodek, na katerem je panični napad, se aktiviral v odraslosti, ampak je smrdelo, slab luft je bil, ker je fotor bil tako pijan. Ali pa da bi bil v procesu neke spolne zlorabe zatohlo v enem prostoru in potem se nezavedno spomni, takrat, ko sem bila spolno zlorabljena, ko se je šok zgodil, je bil tudi slab zrak. In potem pride v en disko klub, kjer je slab zrak in slab zrak sproži panični napad, ampak ker je fundament iz otroštva tak. In to, če en psihiater tega ne ve, potem o paničnih napadih absolutno nič ne ve. Mislim, jaz sem še kregu z eno psihiatrinjo, ker jaz sem predaval, sem rekel, panični napadi nastanejo v otroštvu, na nekem fundamentu, aktivirajo se pa ob primernem sprožilcu v odraslosti, v puberteti že mogoče. Ne more otrok imeti paničnega napada. Otrok ima sam fundament, na katerem se zgradi panični napad ali pa tesnobnost. In pa ta psihiater, imamo tudi otroke, ki imajo panične napade. Histerični jok ali pa histerična preplašenost. Strah ni panični napad. Mešati strah in panični napad, to je absurdno. Nekateri še strah pa panični napad pa še govorijo, da je to obramba, neka obramba pred ne vem čem, beg, povezuje z reptilskimi možgani, beg pa boj, da je to. Pa kam ti mešaš ene absolutne stvari, ki ne pašejo sem noter v razumevanje paničnega napada in strahu. Češ, da panike pomaga preživeti. Ne, panika te ohromi, panika je anomalija v delovanju duševnosti.
To ni pozitivno stanje, s katerim se je evolucijsko človek lahko pomagal. Pa to lahko govori nekdo, ki sploh ne šteka panike. Torej, panika nastane v otroštvu, se pa aktivira v odraslosti ob primernem sprožilcu. Otrok ne more imeti paničnih napadov. Lahko pa vpije kot zverina, histerično, se boji, ampak to ni panični napad. Strogo teoretsko, po psihoanalizi. Pa če mogoče še povem eno stvar, ko so preučevali te panične napade, so v bistvu pogojni refleks Pavlova. Ivan Pavlov je delal na psih s tistimi zvončki, pa se je pes slinil, ko je dobil hrano, pa tako naprej. Potem so pa to na otrocih delali. Je bil tale mali Albert, to je bil 9 mesecev star dojenček, ki so ga plašili tako, da so mu dali belo podgano, pa še fejs so usekali, pa hrup naredili z enim kladivom, so usekali po železu in otrok se ustrašil se je zvoka, ampak v tistem paketu ustrašiti se zvoka je bila še bela podgana, ki se je prej ni bal. In potem je generaliziral strah tega zvoka na zajčka, na mucko, na opico, na pse, na plišaste igračke, celo na belo barvo, ker je bila podgana bela. Mali Albert, ki je pri 6 letih, mislim, da umrl, to je bilo 100 let nazaj, John Watson je te krute eksperimente delal. Ampak sem pa jaz rekel, in bom zdaj postavil psihoanalitično vprašanje, če bi ta mali Albert, vse, kar sem zdaj povedal, dobro poslušajte, če bi ta mali Albert preživel do recimo 30. leta, 40. in da bi se pojavila televizija. In ta mali Albert bi v nedeljo gledal televizijo in doživel panični napad ob gledanju televizije. In zdaj psihoanalitično vprašanje bi pa bilo, kaj je bilo po televiziji. Pa bom rekel, takole bom rekel, niso bile živali, ni bilo nobene podgane, bila je modna revija. Modna revija je tam gledal tiste lepotice, ki so se tam neki afnale, po modni pisti in je doživel panični napad. Zdaj vas pa sprašujem, v kaj so bile oblečene te manikenke. Dobro potuhtite, pa bom na koncu naslednjega vprašanja povedal, kaj je odgovor. Mogoče ali pa Tanja, lahko ti špekuliraš, ker dvomim, če sem se midva o tem pogovarjala. Skratka pa, ta mali Albert bi lahko doživel panični napad na podlogi dogodka, ki ga je doživel pri 9 mesecih. Gledal je pa televizijo, gledal je modno revijo, ženske je gledal, ki so bile v nekaj napravljene. V kaj so bile napravljene? Zdaj gremo na naslednje vprašanje. Jaz bi kar tako iz glave rekla, da so bile verjetno v belo barvo, pa mogoče še kaj krznenega. Bravo, torej jaz nisem belo barvo, v krzno so mogle biti napravljene, v krzno. In ko so imele pa no vem, kaj so imele, krzno so imele, pa mogoče celo, belo lisico, polarno lisico, bela barva, pa belo krzno. Ker nezavedno pomni to, in je nezavedno prepoznalo, se sproži strah ob tistem zvoku, ampak ta strah dobi status paničnega napada in potem te premetava, srce 200, ti dol teče, ne veš, kaj bo s tabo, ali boš umrl, ker ti je tako telo reagiralo. In to je tle noter nastalo. Panični napad pa izgine, če se potem pa jedro razvozla. Priti v 9. mesec starosti je pa zelo težko. Jaz sem razvozlaval panična jedra, ki so se zgodila pri 6-7 letih. Sem najdel dogodek, panika je zvenela. Ni pa tako enostavno, če je en dogodek, 2, 3, podobni. To se da najti dogodek, panike, ali pa tesnobnosti. Ni več, zbledi, nimam več. Super se počutim. Dvakrat po trku, da ne pride to, ampak če je pa obdobje, recimo, kaj vem, obdobje tesnobnosti, ima jedro v 6 mesecev, pa da je 3 leta foter bil pijanec, da je 3 leta, preden se je šel zdraviti, delal zgago v primarni družini. Tam je pa fundament ne na eni disketi, ampak cel hard disk je zapacan. To pa ne moreš kar tako sterapirati. Taka je moja izkušnja. Se k tebi zatekajo po pomoč tudi ljudje, ki imajo panično motnjo? Ali lahko navedeš kakšen primer?
Tega je dosti, ne. Mislim, meni pridejo taki, ki imajo res težka otroštva, ne. In med drugim ima tesnobnost, ima depresijo, malo je motena, včasih ima še bipolarno motnjo, ima pa tudi panične napade. Ne? In pa če dolgo, ker nisem čarovnik, ne morem z enim pogovarjanjem vse reš. Ne? Se spomnim, pride ena ženska k meni, da se je pa z njo fajn delati, ker sem jo lahko spravil v globok hipnotski trans. In sem z lahkoto lahko jedro paničnega napada. Ne? Kaj vem, je dobila zadnji panični napad, je rekel, se ga zmrtko dobim. Dobim ga pa, ko hodim te svoje otroke gledati na te tekme. Ne? Otroci so tam nek žogo brcali, ko so na koš metali, vse ni važno. In ona je dobila, ko je gledala te svoje otroke, ko je sodnik zažvižgal, panični napad. Res da. Ja, je rekel, kakor se začne tekma, meni paniko skrijem, to 10 minut me premetava, včasih tudi pol ure, pa izveni. Sem rekel, kako? Je rekel, na tekmah, ko otroke gledam, sem rekel, a hodite tudi na kakšne druge tekme? Ja, hodim tudi na druge tekme, ampak ne samo na otroških me to. In jaz pa s hipnozo iščem žensko, najdem spolno zlorabljeno. So se pa domači fantje, pa sosedovi dečki na njo spravljali in jo spolno zlorabljen. Igrica se je začela, ko je bila stara 5-6 let, ali pa 3, se ne vem. Mehna je bila, igrali so se z njo, ginekologa. In ta igra je bila simbolno vrnjena, ko so se otroci, so se igrali z njo v otroštvu, spolno zlorabo, igrico. Tle so se pa otroci žogali, ko sudja zapisku, igra se začne, je ta paniko dobila. Ker se je igra začela na igrišču, ko so se pa tam na njej življali, so pa vanjo penetrirali. In je tista panika, ki je kot deklica pri 4 letih doživljala, se aktivirala, ko se je igra žogarska začela. In ko sva midva pa to predelala, ko sva pa s hipnozo snajdu jedro, potem je pa rekla, zanj pa ni bilo več tega. Jaz sem rekel, itak, da ni bilo, če sva najdla jedrni dogodek. Skratka, to spomnim se eno, zdaj sem zakodiral, da ne bo, lahko da sem že ta primer omenil, pa sem kako drugače zakodiral. Bistvo sem povedal, se pravi za panični napad, sem najdel prvi dogodek, iz katerega se napaja panika. Ali pa recimo, bi bila ena druga ženska pa tudi doživela panični napad, in jaz sprašujem, kje pa je bilo, je rekla, jaz tudi čistim, in sem tam čistila eno stanovanje in sem jaz šla v eno sobo in puf, panični napad, iz nič. Sem rekel, a je kakšna stvar, ki bi bila mogoče sprožilec, ker sem jo podučil, da mora nekaj sprožiti. Je pa prej vedela, vedela je, da je bila med drugim spolno zlorabljena tudi v zakristiji. Je rekla, mene je ta dnevna soba spominjala kot na zakristijo. V zakristiji je pa ministrant spolno zlorabil, v otroštvu. In njeno nezavedno je to prepoznala, dobila panični napad. In potem pa hec, midva to sanirava. Gre naslednji čisto stanovanje pucati, ni bilo paničnega napada. Wow, super. A glej ga šmenta, je pa dobila panični napad, kaj pa vem, nekje drugje. Jaz ugotovim, da je imela 50 spolnih zlorab, 10 različnih moških jo je spolno zlorabljen. Jaz eno spolno zlorabo, torej en panični napad, ki se je napajal z ene spolne zlorabe, rešim, ves vesel, a dobi drug panični napad. In meni se beli glava, odkje pa zdaj to? Ja, če je bilo pa 10 pedofilov v njenem otroštvu, pa 50 spolnih zlorab, eno sem rešil, ali glej ga šmenta, druga pride. Jaz pa odkje ima, pa zato sem ja že to rešil in pa gotovim, da je imela malo more spolnih zlorab. Skratka, tole imam jaz teh, da glava peče. Mogoče ti še eno povem, še eno. Ženska je tudi bila spolno zlorabljena in imela panični napad, da jo je dušilo. Dušilo jo je, In pol nekako so to, mislim, dušilo, pol pa drugič dobila panični napad, ki jo je pa davilo. Dušenje pa davljenje, sliko, ni to eno in isti,
Je rekla, pri davljenju mene tle noter stiska, pri dušenju me pa dihati ne morem. Zdaj pa, ne, ugotovim, da je bila v eni spolni zlorabi, oralno spolno zlorabljeno, da je zadušilo, ker ga je turil do grla, ni mogla dihati. V drugi, ne, mislim, zdaj si jo dal pod hipnozo in sem se pričakoval, da je bila spet neka oralna spolna zloraba in sem flegmatiziral, ne, karkoli se bo spomnila, da se ne bo gnala k srcu, da bo konec koncu še smešno, mislim, sem zapakiral, da bo tisto, kar se bo spomnila, še smešno. Jaz zbudim in se začne režati. Sliko, koga pa je rekla, mi ga je oturil not, jaz sem ga pa ugrizla. Ne? Se pravi, oralna spolna zloraba, ta mala ga je po 4 letih ugrizla, on je pa davd začel. Spust, ne, spust. In je imela panični napad. Davljenja. Se pravi, dušenja, ki je oralno zloraba, je dušila, enkrat ga je pa ugrizla, ne, je pa davil. Je pa panični napad v drugi situaciji, se pravi, dušenje pa davljenje. Ne. Grozno je to, kaj je vse. Se je ženska stara čez 50 let, ne. Nem šel v detalje, ker tudi vem, kdo je to naredil, ne. Mislim, ne, tole sem še povedal, ker je zanimivo, no. Ja, dejva zdaj naprej na naslednje vprašanje. Ena od priznanih psihiatrin razmišlja takole, citiram: močan strah, ki človeka zajame v trenutku paničnega napada, spremlja vrsta telesnih in duševnih simptomov. Pretirana aktivacija živčnega sistema in velika količina adrenalina v obtoku lahko povzročita pospešeno bitje srca, povišan srčni utrip, potenje ali mrzlico, zadihanost, občutek dušenja, slabost, mehka kolena, vrtoglavico in tako naprej. Zaradi tega psihofizičnega odziva je človeka strah, da bo umrl, znorel, se osramotil ali izgubil nadzor nad svojim vedenjem, kar pa se v resnici ne zgodi. Ta pretirana reakcija je evolucijsko gledano namenjena temu, da rešuje življenje in ne obratno. Tudi med paničnim napadom imamo vedno nadzor nad seboj, čeprav se nam zdi prav nasprotno. Konec citata. Ja, lej, to sem že prej nekako govoril, sem ta intervju bral, ne, mislim, to je zavajajoče, ne, govori evolucijsko gledano, da je panični napad bil, ne vem, še prej sem že rekel, ne, ker sem bral te možganske beg, boj, reptilski možgani, ne, možgani kuščarjev, nas starejši, pa to nima veze, panični napad je obrambni mehanizem oziroma splet okoliščin. Ne, ko se zgodi potlačitev travmatičnega dogodka, se ustvari fundament, na katerem se zgodi panični napad, ki nima veze z evolucijo, nima veze z reptilskimi možgani. In potem ti strokovnjak zavajajoče, bi rekel, predava in tistim, ki je nekritičen, on to vse posrka, ker je Bog v belem to rekel, ne, z doktoratom, ki mora nekaj vedeti, medicinsko fakulteto naredil. Ma to ni tako, no. Panika ima čist drugo etiologijo, se pravi, je nek fenomen v psihi. Z evolucijo nima absolutno nič. Ampak je človekov duševni aparat tako strukturiran, da obstaja jaz, ki ima obrambne mehanizme. Preko 50 obrambnih mehanizmov. In en od teh obrambnih mehanizmov je potlačitev. En je pa izrivanje, ne, iz katerega se tudi napaja tesnobnost, ne pa panika. Izrivanje. Potlačitev ima pa kot vrnitev potlačenega. Lahko panični napad, lahko ima tesnobnost. Ne. Če je en velik šok bil, ki je potlačen, otrok lahko preživi, ker je to potlačil, nima več v zavesti. Ob primernem sprožilcu se mu to aktivira. Pa to nima veze z evolucijo. Kakšne nebuloze to piše tle noter, oziroma piše, govori. Ne, ena ženska, ki bi mogla vedeti, ne, tudi mogla bi vedeti, da strah in panika nista povezana na tak način, kot je tle noter predstavljeno. Ne. Mislim, zdaj sem tokom celega intervjuja že povedal, da to je absolutno napačno razmišljanje, ne, da je to pomešala je koncepte, tale psihiatrinja, ne, saj se še ve, kdo je, ne. Še predava na medicinski fakulteti take stvari. Študentom se napačno naučijo. Ja, naj ti preberem še en citat, ti pa ga pokomentiraj.
Bolezenska tesnoba je naučena, in sicer z opazovanjem človeku pomembne osebe, ki je zanj model, ali z izkušnjo. Greste na primer k zobozdravniku in vas vrtanje zelo boli. Ta izkušnja ni tako problematična, saj vas naslednjič morda ne bo več bolelo. Paničen oziroma fobičen strah pred zobozdravnikom se bo razvil tako, da se boste začeli zobozdravnika izogibati. Pred naslednjim obiskom vso noč ne boste spali in se boste na koncu odjavili. S tem boste svojim možganom, konkretno mandljastemu jedru ali amigdali, povedali, da je strah upravičen. Zadeva namreč poteka po pogojnem refleksu. Zobozdravnik pomeni bolečino, če moram k njemu, moja tesnoba zraste. Če se mu izognem, mi tesnoba upade. Padec tesnobe je izjemna nagrada, a naslednjič se boste zobozdravnika še bolj bali. S svojim vedenjem izogibanja dejansko hranimo svojo fobijo. In zdravljenje takšne fobije poteka s soočenjem. Treba je iti v situacijo, da svoji amigdali z izkušnjo dopovemo, da je stvar samo neprijetna, ni pa nevarna. Zato pravim, da fobije morda samo na začetku, če je zelo hudo, zdravimo z antidepresivi, ampak niti ne zdravimo. Antidepresivi pri tem človeku krepijo pogum, da lažje izpelje soočenje. Konec citata. Zavajajoče. To ni tako. Mislim, to je lepa zgodbica, se fajn upelje možgane. Ko še upelje? Mandelska jedra, pa neko amigdalo. Mislim, pa se pa to zdravi, kaj z antidepresivi. Mislim, jaz sem kolegica, ki je rekla, meni je zobozdravnik nočna mora. Sem rekel, odkje pa se to napaja? Je rekla, ko pa vem. Meni že včasih bilo strah. In po jaz to ugotovim, sem rekel, dej, tole bi pa jaz rad malo preučil. Je rekel, ne da me je strah. Jaz sem panični napad, ko pridem zobozdravnika, jaz moram pomirjevala vzeti, da sploh lahko grem gronolom popraviti. Sem rekel, ti si pa imela enega mesarja, ko si bila ti deklica v vrtcu. Ja, ko mi pa ta delo. Mene je bilo strah, on me je tam privezil, drl se na mene, mi je pulil zob. Tamalik sem bila 5 let stara. Mislim, jaz še vem, kjer je, ker iz naših krajev, oziroma iz Zasavja, Mislim, šel bi mi povedati, da kaj je zdaj on naredil. Ženska ima slabe zobe, samo zaradi tega, ker ne more hoditi zobozdravniku, ker se zobozdravnik izsproži, aktivira prvi dogodek so pa obiski pri zobozdravniku, ki je bila 4, 5, 6 let stara, in vsi tisti obiski pri zobozdravniku so bili obiski pri mesarju. Zobozdravniki imajo latentno strukturo sadistično. To, ki ti vrta noto zob, on nezavedno uživa. Kaj vem, rekel, ne vsi, ampak tam pa tam, jaz ne bi mogel biti zobozdravnik, zato se preveč zvija, ko mu vrtaš kaj v živc, No, ta ženska je nastala, ker je bil otroški zobozdravnik mesar. In ona, ne da je strah, ker bolečina vsak ga je malo strah, Ona je imela jedrni dogodek tak, In zdaj iz tega, kar si pa ti prebrala, pa taki to tako piše, sploh ne ve, da je ključni jedrni dogodek, da ne gre, to je absolutno napačno napisana teorija tukaj, Ker imam še enega, se boji, ne zobozdravniku, to ima užas, kaj ima v zobih, Vsakega zdravnika se boji, vsakega. Vid tam zeleno kirurško barvo, stres začne, ko greš zdravniku, dajte belo halo dol. Bela hala sploh videti ne more. On ne more peku jeti, da ima pek belo barvo. Zato, ker je bil celo otroštvo tam po strokovni doktrini, vsake 14 dni z angino en teden v bolnici. Tam so se pa tudi izživljali s tistimi injekcijami, pa ne vem, ni bilo mame, šok na kvadrat. Zdaj je ti popolnoma fobičen, ker je bila strokovna doktrina napačna. Ima kopico in fobij, in tesnobnosti, panične napade dobi, zato, ker so zdravniki se popolnoma spodletelo lotevali otrok. Iz tega teksta, ki si ga pa ti prebrala, taki je tole zdaj, to pojma nima, ta sploh ne šteka. On ni razvozlal enigme, zakaj recimo se nekdo zobozdravnika boji. Da je obstaja nezavedno jedro, ki ga je treba
te ženske, recimo sem rekel, če to test matrali, pa da boš imela gronolom, prid k meni na hipnozo, ker hipnoza pa je nek flajšter, ne, ali pa ta moj kolega, sem rekel, dej, če boš imel problem, prid, te dam pod hipnozo, močno posthipnotsko sugestijo, kaj so šparil za poročni prstan, pa boš lahko šel noter, ne, in ne bo konc sveta, ne. Skratka, hipnoza je neka bližnica, ki pomaga sugestibilnim. Pomaga tudi pogovor, ne. Pomaga pa tudi inštrukcija tem anestezistu, ne. Vas bomo zdaj operirali, zdaj se pa vlješte, pa ga dal v kirurško sobo. Sliko, ne, naj te v čakalnici uspava. Pa se to samo rekel, ne. Se pravi, on je vedel, kaj je blagodejno za njega. Sam se pa bogovi v belem ne pustijo inštruirati, ker nekdo, ki ve, kaj je to panični napad, bo naredil vse. To ni strah. Panični napad, to je, ko bi umiral. In nekdo, zdravnik, ki to ve, bo v rokavicah delal preplašenca, ki ima panični napad, če gre v operacijsko sobo, ne. Tako da treba neko znanje, treba tudi zdravniki bi mogli imeti in biti uvidevni do teh. Skratka. Zdravljenje te panične motnje po psihiatrični, strokovni, medicinski doktrini večinoma poteka z nizkimi odmerki antidepresivov iz skupine zaviralcev ponovnega privzema serotonina. V priročniku Stres in anksioznost še piše, ob hudih paničnih napadih pomagajo tudi pomirjevala, ki pa jih ni priporočljivo jemati več kot 4 tedne. Kako ti gledaš na te psihiatrične nasvete? Da me prav provociraš, ne? Ja, groza me je. Ja, zdaj bojo pa s tableti, mislim, ne? Ok, zdaj jaz napenjal možgane, ne? In sem rekel, gospa, veste kaj, dejte vi ljute feferone požret, ko boste imeli, ne vem, ali ene čudne prebliske, da bi se rezala, ne? Ali da tam neka tesnobnost. Sem rekel, dejte vi ene fejst močne feferone požret, vas bo pekl, ampak bo cela energija šla v to bolečino, ne? Ne se zadevati s tableti, mislim, z antidepresija, pa z antipsihotiki, zato da boste, ne vem, odmerki antidepresivo, pa to se ne dela tako. To je gled, kako je tam rekel, dej roka v krop, ne? Dej roka v krop, te roka pekla, ok, nam dal roka v krop, kom pa zdaj naredil, skladvam sem po mazincu vsekel, mazinc bolel, ne. Mislim, treba se pogovarjati. Hipnoza je res dobra za sugestibilne. Mogoče neurolingvistično programiranje. Tisti, ki niso sugestibilni, se skozi pogovor da neka logika, pozitivna energija z nekimi neurotriki, da mu gre noter, pa ponotrani besedo tistega, ki se z nekom pogovarja, ne. Mislim, mene je groza, ko vidim, kako razmišljajo psihiatri. Dober, glede na to, da so medicinci, da ne predlagajo umetno komo, ne. Se pravi, joj, imam panični napad, ko pa zdaj je umetna koma. Ja, umetni komi pa ni paničnega napada. Pa na šopanje z antidepresivi tudi ni paničnega napada. Konceptualno, napačno se lotevajo psihopatoloških stanj, delajo po bližnici, ok, v skrajšanem času, pogovarjanje pa hipnoza je, ne vem, bolj zahtevno, več možganov je treba uporabiti, več znanja, ne, več časa, pa denarja, ne, mislim, to enega pripravi, da se 3 ure stava pogovarja, tudi ni tako enostavno, greš ti v enem družinskem zdravniku, pa ti daje nemočne tablete, zdaj pa ne bo več, ne, noto imeli problemov, tole požrite. Skratka. Ja, zdaj pa ti bom prebrala. Še ena stvar, jaz sem enkrat eni ženski rekel, je rekel, da ne bo jedla tablete. Sem rekel, dajte feferone, ja, pa to pa, kamot pojema, nič ne zmot. Sem rekel, vete kaj je še en trik, sam malo je perverzen, dajte takrat, ko imate neko stres ali pa anksioznost ali pa paniko, dajte masturbirati takrat. Mislim, butast, se je butast, ampak, ne, če gre vsa energija tam v užitek, ne, potem bencin odteče za uživanje, se pravi, kaj vem, za orgazm. In potem ni več dovolj bencina, iz katerega se napaja panika, recimo, ali pa tesnobnost. Ok, to sem res eni predlagal, no. Rekel sem že probala, pa ne pomaga. Ali pa minimalno. Zdaj pa ti bom prebrala nek strokovni, torej psihiatrični nasvet v zvezi s paničnimi napadi. Ti pa ga prosim pokomentiraj.
Človek začne bežati od okoliščine, v kateri se mu je prvič zgodil panični napad. Recimo ne gre več na avtobus, v trgovinski center, ne gre več iz hiše in tako se panični motnji pridruži še agorafobija, ko človek ne gre nikamor, kjer se ne počuti varno. Panično motnjo zato zdravimo z antidepresivi, da ublažimo tesnobo in povečamo pogum, hkrati pa človeka naučimo, da se, ko pride občutek, aha, zdaj le bo, usede in mirno počaka, da napad mine. S tem se nauči soočati z lastnimi občutki in tudi to, da ti občutki pridejo, gredo in da niso nevarni, ker so samo telesni in duševni simptomi povišane stopnje tesnobe. Kaj porečeš na vse to? Ja, zdaj porečem, da se tole se ne zdravi, ne. To je treba obvladati to stvar, ne. Se pravi, če se ponovim, treba je najti jedrni dogodek, to je zahtevna stvar, to je treba imeti ne samo šolo, treba je imeti talent, treba je štekati, kako psiha deluje. Jaz sem že imel tudi te agorafobijo in sem se mučil, torej snemane seanse, vse, 10 seans, doma še enkrat preposlušal in potem jaz ugotovim, ne, v spletu okoliščin, da ženska, ki ima agorafobijo, ne, da je bila tudi spolno zlorabljena in to strani očeta in ni vedela, kaj se dogaja, ne. Ampak so pa vedeli bali so se pa očeta vsi, kaj je bil še tam, 2 sestre, starejše pa en brat, pa mama. Kaj, 4 so vedeli, da fotor sta malo se nekaj gre iz registra spolne zlorabe. In ta mala ni vedela točno, zakaj se gre, vedela pa je, da ko pride ona iz spalnice v dnevno sobo, v kuhno, je izreden obtožujoč občutek. Nabijajo je krivdo, kaj je ona spet delala, pa stara 5 let. Ko pa ona to ve. Oče je nekaj počel in iz tega dogodka so se ji napajale te fobije, agorafobije, oziroma ni mogla nekako ven med množico in ona je meni rekla, da se 4 ljudi se boji, 4. In jaz ugotovim, da je v kuhinji, ali kje so bili, ne vem, v dnevni sobi, 4 ljudje pričakali in ji nabijali krivdo. Ona se teh 4 ljudi simbolno bala, tam nekih 4, če jih bi srečala, bilo konec sveta, tesnoba, panika, vse živo in ni hodila ven. In pa sem ugotovil, da so te 4, ki se jih boji in ne gre za njih ven, so simbolni nasledniki 2 sester in še istega spola so bili, brata pa mame. In pa, ko sem mi na to predelala, je ona zgubila agorafobijo, ona je normalno ven šla, brez tablet. Tle pa zdravimo s tableti. Kje je tableti v psihiatriji čisto nič, absolutno nič ne zdravijo. To so protibolečinski tableti, ki samo ohromijo psiho toliko, da so simptomi znosni, da ni motečih simptomov. To niso zdravila. Še enkrat, to niso zdravila, ker čisto nič ne zdravijo. Včasih so pa nujno potrebna za, recimo, šizofrenijo ali pa mogoče za tista manija, bipolarna motnja, ima tisti eksces gor, manija in tam je treba pomirjevalo, če ne se lahko človek toliko zavozla, ne, in ga je treba mogoče medikamentozno malo umiriti, ne. Ok, depresija se preleži mogoče, ampak manije so nevarne, ker si človek zavozla življenje in neki, pomirjevala, ki te spet nič ne zdravijo, ne. Treba se je pogovarjati in zdraviti jedra iz otroštva, ne. Ampak blažijo pa simptome, ne. Lažje je živeti s pomočjo tablet. Zdravijo pa tableti v psihiatriji absolutno nič. Mogoče bi še rekel tole, no, problem teh nekih čudnih dogodkov je, če je enkratni dogodek, 2-kratni, 3-kratni, to se da sterapirati. Problem je, če pa celo obdobje otroštva, cel hard disk zapacan, to je pa težko sterapirati, ker zaznamuje karakter, ne. Pride celo do, psihiatri pa reče, do osebnostne motnje, nedefinirane, ne vem, mejne, kakršnekoli. Ja, veliko primerov iz svoje prakse si danes že omenil in povedal, da si uspel recimo najti tisto jedro iz otroštva in potem je ta anksioznost, fobija oziroma panična motnja izginila, pa si bil tudi kdaj neuspešen?
Seveda, ne, zato sem rekel, zdaj, če 1, 2, 3 dogodki, če ga najdeš, imaš srečo, če znaš napet možgane, najdeš pravi dogodek, pride do uvida, simptom izgine, ni več paničnih napadov, ni tesnobe. Mislim, mojster lahko to naredi, če je enkratni dogodek, ali pa če ni cel hard disk zapacan. Ne. Če pa več dogodkov, to pa najdeš te prave dogodke, ampak je toliko zapacan, da ne moreš s pogovorom nikamor priditi. Moraš pa nek drugo taktiko upeljati v obvladovanje simptoma, to pa je, da upelješ neko glas razuma, ne, to je pa že kognitivna fora, da se ti naučiš pravilno razmišljati, ne, to je kognitivno-vedenska terapija, se pravi, z nekim razumom sebi dopoveduješ, da imaš nek občutek, ki je popolnoma subjektiven, nič ni na tem, nobene resnice tukaj ni, imaš zgolj in samo občutek. In z razumom sam sebi to dopoveš, ta občutek se pa malo umakne, ker ga razgradiš. Ne? Ampak izgine pa popolnoma ne, ker je celo otroštvo zapacano. Ne? Ti imaš psihozapacano v paketu. In pa ne morem jaz čarovnik briti, ali pa pride enkrat, mislim, ti pride k meni, mi razloži, jaz sem rekel panični napad. Pa razmišljam, tam 1, 2 uri razmišljam, pismo nisem najdel, ne, sem ti je prišel enkrat. Ne vem, bolj elegantno je pa kar po tablete jeti, zdaj pa nimam paničnih napadov. Je pa kopico stranskih učinkov imaš, ne? Ker nekateri nimajo voljo 5krat priditi. Ne? Jaz sem red, da 1, 2, 3, pa da to rešim. Včasih se pa ne da, ker je preveč kompleksno. Eni ženski vem, da sem iskal jedrni dogodek, prišel sem že skoraj, in jaz ugotovim, da ni bil dogodek, se pravi neki sprožilec, ampak da je bila odhajanje od doma, ki se je vsakodnevno dogajala, celo otroštvo. Ona se je hodila nekam, varovat in tam se je varovala, je bilo slabo. Ampak vsak dan je hodila, ali pa 5krat na teden je hodila in odhajanje od doma, ne, je sprožalo panične napade, tudi ko je v odraslosti kot ženska šla od doma v službo, ki je bila par kilometrov stran, je dobila panični napad. In si belim glavo, ne vem, 5krat, 10krat je prišla k meni, nisem najdel. In pa sem rekel, zdaj puško koruzo sicer ne vrgu, ampak gledajte, rekel, nič, bom šla jaz na psihiatrijo, pa mi dali tablete. In je šla na psihiatrijo, dobila tablete in panični napadi so bili blagi oziroma so izveneli, imeli so stranske učinke. Sliko, ok, da mi pa povete, ko pa je psihiatrija rekla, ja, tudi midve sva se pogovarjala in sem ji povedala, do česa sva midva prišla, in rekla, ja, to je možno, da protokol odhajanja od doma, ti si doma v miljeju, potem greš pa nekam, kjer ni lušno. Ne? In potem ti v odraslosti odhajanje od doma dela probleme. Ali pa, ne vem, ko se zmrači, meni je govoril, ko pripade mrak, sem jaz tesnoben. In jaz sem ugotovil, zakaj je ta mrak njemu tako težavn. Zato, ker so ga v mraku vozili v jasli, v vrtec, v mraku, ker sem šel mamico spraševati, odkje ima zdaj ta mrak, toliko mrak, in ugotovil, da so ga v vrtec v mraku vozili. Ampak je bilo pač vrtec pri 15 mesecih in mu nisem to paniko, ki je tukaj zgodaj se pojavlja, jo mu nisem mogel sanirati. Pa sem se dolg časa pogovarjal. Ali pa, ne vem, ena ženska se mi pošlihtu moža, ja, zdaj pa še jaz rabim, moža ste krasno pošlihta, dajte še mene, pa je enkrat prišla. Mislim, si vzamem 3 ure časa, razmišljam in nisem prišel do jedrnega dogodka. Tudi s hipnozo, karkoli sem naredil, torej, ni zaleglo. Posthipnotska sugestija, ko vi, ne vem, se primete za poročni prstan, ta občutek, da mi dobila panični napad, zbledi. Čas to prime, pri njej pa ni, ampak je enkrat bila pri meni. Tako da jaz tudi nisem nek, rekel, čarovnik. Pa še prej sem rekel, ko jaz saniram en panični napad, super ga najdem, je pa drugega dobila. Ja, pa ugotovim, da je bilo 50 spolnih zlorab strani 10 pedofilov. Ja, kje bom pa jaz tak čarovnik, da bom to saniral čist? Sva v bistvu proti koncu greva, nekako pred zadnje vprašanje. Ti bom servirala še en psihiatrični pogled na psihoanalitično
odpravljanje anksioznih motenj. Takole se sliši. Psihoanalitična terapija je ena od modalitet psihoterapije, ki pa za zdravljenje anksioznih motenj ni vedno najprimernejša, ker podpiranje soočenja ni v ospredju. Prav lahko pride pozneje, ko se simptomatika uredi. Če vam povem poenostavljeno, na kognitivno-vedenjski terapiji se boste znebili simptomov in omejitev, ki jih predstavljajo, če pa hočete razumeti svoje psihično delovanje, kakšne so bile vaše izkušnje iz zgodnjega odraščanja in kako so te izkušnje privedle do duševnih težav, se odločite za eno od analitskih ali psihodinamskih psihoterapij. Vendar pa se vam lahko zgodi, da boste brez soočenja in brez spremembe življenjskega sloga na kavču leta in leta. Sama ne dajem prednosti nobeni psihoterapiji, pravim le, vsaka ob svojem času, pojasnjuje psihiatrinja Mojca Zvezdana Drnovšek. Natančno ta, ja. Tako, poniževalno v psihoanalizi lahko govori zato, ker je ne šteka. Če bi ona vedela, da je treba določene panične napade ali pa tesnobna stanja, ali pa tudi obsesivno-kompulzivna, tista čudna mišljenja, ki ohromijo človeka, da je treba razvozlati simbolno strukturo oziroma ozadje, če bi ona to vedela, če bi imela, tudi časa, ne da ima 5 ali pa 10 minut za pacienta, ne tako kot imajo psihiatri. Ona ne bi na tak način govorila o psihoanalizi. Tudi, če pa ona tako pove, kot si ti prebrala, ne, to pomeni, da absolutno ne razume psihoanalize kot metode zdravljenja z besedo. Ona ne ve, da se da z besedo razgraditi jedro, iz katerega se napaja patologija. Ne. Patologija, se pravi tisto, kar zdravimo, hočemo neutralizirati, mora biti razgrajeno z uvidom, s pogovarjanjem. Za nazaj se mora to najditi in razvozlati in misli pravilno skupljati. Ko se to naredi, simptom panika izgine. Mislim, zdaj tisti, ki to ve, ne bo tako neumnost govoril, kot je tale Mojca Zvezdana Drnovšek govori, ki je tudi rekla, da slab luft sproža panični napad. Ne da ga sproža, da je lahko vzrok, ne more biti kar tako vzrok. Torej, moj point je, da je treba štekati, da je treba razvozlati latentno strukturo oziroma nezavedna jedra. In če si v tem dober, če ti rata, imaš malo srečo, če si vztrajen, se dolgo pogovarjaš, si vzameš čas, enkrat, dvakrat, petkrat, mogoče še večkrat, ni hudir, da ne boš to razvozlal. Razen, če ni zasvinjan cel hard disk 5 let življenja. Če pa tam obdobje, ki je bilo dobro, pa da obstaja sam tam nekih par dogodkov spornih, je pa treba teh par dogodkov ozavestiti, jih najditi, skupljati. In pa še nekaj, da se s hipnozo, utrditi s hipnozo, da ja prime tisto, kar je bilo servirano kot uvid. Se pravi, tudi če ni transferja, se pravi, tudi če ne pride do čustvene vezi, lahko s hipnozo utrdiš uvid, ki ga lahko psihiater ali pa psihoterapeut servira. Če ni transferja, ta uvid načeloma ne seže do mozga, do miselnih sistemov. Hipnoza pa to lahko naredi, če je človek sugestibilen. Zdaj mora pa en to štekati, da je to tako. In kdor ne šteka, pa naj bo saj tiho, ne pa blatiti psihoanalize kot psihoterapevtske metode. Amen. Baje ima še eno vprašanje. Psihiatri načeloma trdijo, da psihoterapija ne odpravlja vzrokov za anksiozne motnje. Drnovškova pravi takole: ne moremo odpravljati nečesa, česar ne poznamo. Osnova psihoterapevtskih šol so določene hipoteze, zakaj se določene duševne motnje razvijajo in ponavljajo. In one v skladu s temi hipotezami verjamejo, da odpravljajo vzroke. Ampak to so, ponavljam, hipoteze, ne teorije. Preprosto ne šteka. Če imaš tukaj luciden da veš, kaj moraš iskati, da sondiraš po celem otroštvu in točno veš, kaj ti tam iščeš, kjer tip potlačitve iščeš, ker razbereš simptome,
in iščeš recimo zaradi simptomov, zaradi recimo strukture seksualnega uživanja, zaradi tega, ker se je rezala punca, zaradi tega, ker ima umetne zobe, ker so jo vsi spadli, ker je toliko bruhala, pol veš, da iščeš spolno zlorabo. Ne, ona reče, nimam jo in ne odnehaš, sondiraš, išče, se pogovarja s starši, kje si spala čez noč, celo otroštvo, kjer stric je bil tukaj poreden, da bi tebi kaj delal. In pol pa najdeš, ne, pol se pa hipoteza ali pa teorija izkaže kot resnica. In če to najdeš, ne, razvozlaš, simptom izgine, se ženska predrugači. Zato, ker si našel, zato, ker si vedel, kako psiha deluje, ker veš, kaj moš iskati. Eni ženski sem jaz dopovedoval, gospa, nemogoče, da niste bili spolno zlorabljeni, nemogoče. Je rekel, ne, nisem bila, se nič ne spomnim. Pod hipnozo nikamor nisem prišel. Potem sem se šel pa sestrično pogovarjati, pa je povedala, kako je bratranc spolno zlorabljal. Ne? In to je tako delo, ne? Kot da bi bil doktoriral iz kunilingusa. Sem rekel, se je naprej naučil, na teli, na vas se je naučil. Ne? Zato, ker sem vedel sem, ne? Teorija, hipoteze so se udejanile, če ti napneš možgane, pa veš, zakaj se gre. Ne pa blatiti pismo, neke psihoanalitične koncepte, blatih nekdo, ki sploh ne šteka, kaj je to psihoanaliza, kaj je to nezavedno, kaj so to potlačitve, kako se to vrača. Tako da je malo zamiren, da take neumnosti tele govori. Vse ni edina, zamiren tem neurologom, Pirtošku, Majdiču, ki zavajajo študente, vsi se vse narobe naučijo. Amen. Prišla so zdaj pa res do konca današnjega pogovora. Če vam je bil všeč, ne pozabite polajkati tega videa, subscribajte se in če radi poslušate te podcaste, ki jih z Romanom skrbno pripravljava, kar nekaj ur gre za tole, kaj ne, bova izjemno vesela, če naju lahko podprete. Link do donacij pa najdete v opisu spodaj. Zdaj pa je čas, da napoveva naslednjo temo. Zelo verjetno, tako 99%, bo povezana s partnerskimi odnosi in spet boste izvedeli kakšen poučen, seveda zakodiran primer iz Romanove prakse. Marsikdo se bo našel v tej temi, ker so partnerski odnosi konec koncev nekaj, kar nas spremlja dober del življenja in nam ga na svoj način tudi kroji. Če pa imate kakršnokoli vprašanje za Romana, mu ga kar napišite spodaj, pa bo naslednjič odgovoril. To je to za danes. Lep pozdrav in lepo se imejte. Čau.